V zadnjem času je eno največjih mest na svetu, Istanbul, velikokrat v središču pozornosti svetovnih medijev. Pred dnevi je bil v tem turškem mestu organiziran že 35. maraton, tja pa so prišli tekači z vseh koncev sveta. Maraton je bil zanimiv, ker je potekal na dveh kontinentih, tekači so začeli na azijskem delu, nato so čez most pritekli na evropski del, prav zato zdaj že tradicionalni maraton imenujejo Evroazijski maraton. Istanbul pa je bil v očeh svetovne javnosti tudi zato, ker so konec oktobra tam dokončali gradnjo predora pod morjem. Gre za najgloblji predor na svetu, saj naj bi segal na nekaterih mestih celo 60 metrov pod morsko gladino. Železniški predor je dolg 13,6 km in podmorsko ožino Bospor povezuje evropsko in azijsko stran Istanbula. 3 milijarde evrov vreden predor se imenuje Marmaraj. Do zdaj je bilo možno Bosporsko ožino prečkati z dvema mostovoma ali ladjami. Po novem je to možno tudi s hitro železnico pod morjem. Turška vlada je poimenovala ta projekt stoletja, saj se je gradnja začela že leta 2003, zavlekla pa se je tudi zaradi številnih pomembnih arheoloških najdb. Sicer pa je Istanbul največje turško mesto z okoli 18 milijoni prebivalcev. Velja za središče kulturnega, poslovnega in športnega dogajanja v Turčiji. Istanbul velja za mesto, ki nikoli ne spi, gneča in hrup sta prisotna na vsakem koraku. Zelo dobro pa je v Istanbulu urejen javni prevoz. Imajo dve progi metroja, nekaj prog tramvajev, hitre železnice in trajektne povezave. Vožnja z javnim prevozom pa stane manj kot 1 evro. Zaradi bogate zgodovine Istanbula pa je mesto pravi raj za turiste. Znamenitosti je možno videti na vsakem koraku. Prav te znamenitosti pričajo o bogati preteklosti nekdanje prestolnice vzhodnega rimskega cesarstva in Otomanskega imperija. Večina znamenitosti je strnjenih v stari mestni četrti Sultan Ahmed, blizu druga drugi, zato je najudobneje, da se jih lotimo peš. In za konec še posebnost Turčije, to je turški ples. Marsikdo ne ve, da so bili prvi plesalci trebušnega plesa moški, šele kasneje so plesati začele še ženske.